Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Živa. Za današnjo oddajo me je Matic prosil, da si moram nekaj spomniti in sem študiral, kva čem narediti za to oddajo. In sem rekel, zdaj so te praznični časi, zdaj se dogajajo pač prazniki so, mislim, Božič, Nov let, vse to. In sem rekel, da moram nekaj v tem smislu narediti. Ne? In pa sem rekel, kva čem nekaj v Božiču, nekaj v Novem letu, pa sem rekel, ne, to so vse take zlajnane stvari, ki bo kar nekaj dolgočasna oddaja. Ne? In pa sem se odločil, pa sem začel razmišljati. Ne? Sem rekel, kva čem narediti. Ne? In sem rekel, ok, bom naredil. Zelo entuzijastično to razlagaš. Ja, sej, a ne smem? Ne, sem še bolj navdušen, kaj ne vem, kva bom. Kaj delaš, ko je praznično obdobje? Sem si v glavi rekel, kaj delaš? Ponovadi nekaj dost. Ja, ponovadi točno to. Ponovadi ne dost, si pa doma z družino, familijo, s prijatelji, kakorkoli. In kaj v idealnih pogojih delaš s prijatelji, z družino, pač dej ne več to, ampak jaz sem si v glavi dal pač pol, kaj bi mogel početi. In sem rekel, najbolj so ponavadi tako, ko si rekel, nič ne počneš, imaš enega prijatelja oziroma člana družine, ki ti reče, da gremo se neke družabne igre. In rečeš, ok, v redu, gremo se neke družabne igre in pa imaš možnost tarok, poker, ne, karkoli. Tako, in jaz rekel, zdaj se moram jaz odločiti za eno igro, kjer bom predstavil, zaradi tega, da boš ti tistega tvojega prijatelja, ki se je spomnil to igro, da ga boš premagal. In kjera je taka igra, ki je dosti simpel, ki jo imamo vsi radi, vsi sovražimo. Vojna. Ja, recimo. Ja, okej. Ne, tam ni veliko logike, ampak ena izmed takih iger je, ki ti jo zmer eden prenese, pa ti je tako, ok, ne da si mi, ampak se bom šel zato, ker mi je cool. Monopoly. Tako je. Okay. Tako. In sem rekel, zdaj se bom pa jaz vrgel v Monopoly in bom preštudiral celoten Monopoly, kaj je najboljš, kaj je najslabi, kaj so one stvari v Monopolyju, ki te bojo naredile, da boš ti zmagal, ne tvoj prijatelj. Ja. In pa je bila fora, en te kliče. In pa je bila fora, da sem rekel, ok, v redu, zdaj bom pa jaz to šel čist na matematičen način, gledati, kako si to da. In zdaj bom jaz tebe vprašal, v začetka, če greš, se pravi, kjer polje bi ti rekel, da je polje, ki največkrat na Monopolyju prideš na njega. Jaz sem ti v bistvu tle natisnil Monopoly. Na kjer ga največ prideš? Na kjer ga bi največkrat, da stopaš gor? Jaz bi rekel, tam, kjer začneš. Na start. Ja, sam kje pa je kle start? Tukaj. A ja, pa res. Tukaj. Ajde, ja, tlele. No, to ni pravilen odgovor. Okay. Pravilen odgovor je ječa. Hotel sem reči. Okay. Temu, ki se najbolj izogibaš, na ta mest dejansko največkrat prideš. Zakaj? Kje je možnost, da prideš v ječo? Se pravi, če greš pojdi v zapor, na drugem koncu, greš direktno v ječo. Pol imaš tukaj državno blagajno, pa priložnost, ki lahko tudi noter pojdi v ječo. Ne greš, če start ne dobiš $20,000. Kako je že bilo? Nekaj sam povem. Neka nova, mislim, to je neka nova zadeva, tacga Monopolyja še nisem videl. Zadeva, jaz sem imel enega starega, ki še Jugoslavija in Horina, tako smuča, tako naprej. No, jaz sem imel unga, ki je bil lih v začetku 90-ih, ki so bili tolarji noter in so v bistvu kraji, so že te, ki so zdaj tudi na današnjemu, tega sem najdel v bistvu na netu, ki je že v evrih, ampak jaz sem se večino igral iz tolarji, $20,000. Res pa ti so bili še dinarji, v bistvu. Zdaj imaš že zmer, po mojega imam še zmer tam na nekaj. Ja, no, in zdaj, kako boš ti premagal unga tvojega, pač jaz sem zmeri, ki sem bil majhen, ki sem se to šel, sem zmer hotel imeti... A si kdaj dokončal? Portorož, ja, smo, kdaj že? Ja, ponovadi nisi, ampak... Ko Portorož? Portorož, ki je pač na zadnjem mestu, ta je največ denarja daš, ampak če ti gor pride največ denarja, morajo tebi dati in boš ti pač največ pokasiral, in zmer sem hotel imeti Portorož, zato ker to je ziher najboljš. Ampak realnost ni taka, so druge stvari, ki so boljše, kot Portorož. Se pravi, ja, zdaj sva malo zašla iz teme, kjer sem začel. Se pravi, največja možnost je, da prideš v zapor. Se pravi, imaš možnost, da prideš v zapor, če greš na to čist v kotu zadnjo
figuro, pojdi v zapor, greš direktno v zapor. Pol, če lik slučajno vržeš to, da prideš na to polje samo na obisku, greš tudi v zapor. Mislim, nisi direktno v zapor. Nisi v zapor, ampak si na tistem polju, kakor je zapor. Pol imaš te državno blagajno pa priložnost, ki te tudi pošljajo v zapor. In ponavadi se zmer Monopoly igra z 2 kockama in če 3krat zaporedoma vržeš 2 iste, je kao kazen za prehitro vožnjo, moraš je direktno v zapor. To je v pravilih Monopolyja. Ja? Tako da če 3krat... z eno kocko igral. Ja, morata biti 2. Zmeri morata biti 2 kocke. Tako da greš direktno v zapor, če 3krat zaporedoma 2 iste vržeš, se pravi. Tako da pač realno, pol, ki gledaš, je najboljša izhodiščna točka za nabavljati, se pravi, ker ti začinaš največkrat iz tega položaja, ker največkrat prideš na to, je v bistvu to boljši start, kot dejansko ti start, kjer začneš. Tako da, zdaj pa drugo vprašanje za tebe je, kjero številko misliš, da največkrat vržeš, ko igraš? Ne vem, 3. Ne, narobe odgovor. Čist matematično gledano največkrat vržeš 7. Zakaj? Ker imaš... Čakaj, to je pa fora, ki sem sam iz eno kocko igral. Ja, tako, ja. Kaj da to je moj izgovor, sem drugače bil reden vedel. Ja, največkrat vržeš pač 7, zaradi tega, ker je pač lahko vržeš 6 pa 1, lahko 1 pa 6, 5 pa 2, pa 2 pa 5, pa 4 pa 3, pa 3 pa 4. In imaš največ možnosti, da vržeš, ker recimo 2, da greš naprej, imaš samo 1, ali pa 3, da greš, imaš 2 pa 1. Več šanse za tisti. Tako, in pač največkrat je možnost, da dobiš 7. In tukaj imaš tudi graf, ki sem ga naredil, se pravi, kolikrat vržeš 7, se pravi, 17% možnosti imaš, da vržeš 7. Tako da, pač, moraš imeti skozi v glavi, da v bistvu največja šansa je, da boš šel ti za 7 pol naprej. Pač procentualno, 17%, ker recimo, da boš šel 12 ali pa 2 naprej, imaš v bistvu samo 1% možnosti, tako da najbrž ne boš šel toliko, ne? Tako da, ja, boš šel za 7 pol največkrat naprej, tako da moraš gledati pol, v bistvu od tega 7 pol naprej je največkrat obiskana zadeva, se pravi, to je državna blagajna. Ja, pa spet pol lahko nazaj prideš. Tako, in greš enkrat nazaj. In pač prej ali slej boš pač ti nekam šel. In zdaj sem pa jaz naredil pač spisek, kjer so najboljše, da jih kupuješ za ljudi, da boš ti tistega tvojega prijatelja, ki te je nagovoril za Monopoly, kaj moraš ti kupiti. Ti si lahko ta najboljši, ki igrajo zelo slabimi, prodajajo tudi Portorož z menjavo z Kranjsko goro ali pa z Moravske Toplice, ki so ful cenejše, zaradi tega, ker so ful bolj uredne, ker večkrat gor prideš. In je boljša variant, da imaš to, kot Portorož, ker tam pa zelo malokrat prideš. In zdaj te jaz vprašam, poleg tega zapora, pol ena od teh plačljivih, ki ti lahko služiš z njimi, kjero bi rekel, da je najboljša... A se pravi, kjer pole je najbolj? Tako, zdaj sem ti malo že namignil, v kjero smer moraš gledati. Ja, se pravi, ker sem neko Kranjsko goro omenjal, nekaj smučiša je fajn, če kupuješ. Ja, ni glih. Najboljša varianta je pač, največ ima Moravske Toplice, rdeča. Se pravi, 2 po 7. Kako si mi namignil? Da je v tem smislu tukaj, da ni nek Portorož ali pa... Moravske Toplice. Moravske Toplice so najboljše, zaradi tega, ker recimo, če največkrat prideš na to, 2 po 7, 7 tle ne moraš nič, ta drugič 7 imaš pa v bistvu pol Moravske Toplice. In to je največkrat obiskana, plus možnost, imaš še v eni kartici, državna blagajna ali pa v tisti, da greš direktno na Moravske Toplice. Tako da je v bistvu se ful zviša možnost, zakaj so Moravske Toplice najbolj obiskane. Druga najbolj obiskana je, kaj bi rekel... Železniške postaje Jesenice. Niso Jesenice, ampak je pa železniška postaja Zidani most, ker mogoče ne vržeš te druge lih 7, ampak je pol, veš, dož 2x7 je tudi že, pač druga najpogostejša procentualno je pač Zidani most. Ta tretja imaš pa v bistvu pol Kranjsko goro, tako da si v bistvu bil že zelo blizu, ki si rekel Kranjsko goro. Tako da v bistvu na koncu, ko potegneš črto,
ti lahko gradiš recimo hiške pa vse te zadeve na poljih, ki imaš vse tri, ne? In kjer je tri bi v bistvu ti bilo zdaj, kad to veš? Ja, očitno tele gor trdeče. Ne, v bistvu je najboljša ta varianta. Ta druge so rdeče. Najboljša varianta je v bistvu te, zaradi tega, ker prvo, mačkam so cenejše za graditi hiše, zaradi tega, ker so na eni polju nazaj, so cenej in v bistvu za dražje jih lahko prodajaš. In je boljša varianta. Te oranžne so v bistvu najboljše. Če kdajkoli kupuješ, moraš zmeri na oranžnih graditi, ker tam boš skoraj, mislim, največ ima šanse, da boš zmagal, če boš delal na teh oranžnih. Tako da tukaj sem pa pol jaz v bistvu napisal še, koliko procentov možnosti imaš, da prideš na kjerokoli od teh. In največ pač Moravske Toplice imajo 3,18%. Pač tukaj moraš to moraš gledati drugače, ker recimo največjo šanso ima državna blagajna, ker so recimo 3, ne? A veš, ker imaš 3 državne blagajne in pač, če to skupaj daš, je več procentov, kot 3% možnosti, da boš prišel na državno blagajno. Tako da pač s tisto, kar pa lahko služiš, bo pa največ Moravske Toplice. Tako da, tako da če boš kupoval, moraš Moravske Toplice kupiti. Če imaš možnost, ali pa če tradaš, tudi tako uživo, mislim, če me ful naznarja, lahko Moravske Toplice kupim, ne samo Monopoly. Tako. Tako da, pa sem pa še naredil, kjera je pa najmanjša možnost. Jaz bi rekel, kakšna Fiesa ali pa takole, tole na začetke. Ne, v bistvu je pojdi v zapor, ker na ta polje sploh ne moreš priti. Zaradi tega, ker prideš od tega, greš direkt do sebe, iz tega ne moreš nikoli izhajati. Ja, mislim, okej. Tako da, to pa, drugače pa, najmanjša možnost je v bistvu tale priložnost. To ima, na to najmanj prideš, ampak pač na splošno priložnost nima najmanjše možnosti, zaradi tega, ker imaš spet 3 in slej še ena priložnost, ki ima tudi 0,8% šanse, da boš gor prišel. Ta ima pa v bistvu zelo dost, zelo veliko, ne? In je pač fora, da skupno, ko se šteješ priložnost, ima več kot 3%, v bistvu večje šanse je, da boš ti prišel na priložnost, kot na Moravske, zaradi tega, ker so še ostale gor v procentih. Tako da ja, pač najslabša je pa Šobec, tako kot si rekel, najmanj, kad pridejo ljudje na Šobec, zaradi tega, ker je pač čist na začetku, pa na tej strani, to je v bistvu zlata jama, tukaj je pa sranje. Pač na temu koncu. Tako da ja, Piran je pa v bistvu na 5. mestu od zadaj. Se pravi, se ne splača. Kolikrat prideš. Doskrat, veliko denarja daš, ampak sploh ne kasiraš to, koliko je bilo. Tako. Tako da za unga prijatelja, ki bo proleko in bo ves vesel, kaj je dobil Piran, ali pa karkoli iz tega konca, ga lahko hitro obrneš, tako da je neka logika, po kateri moraš igrati in tudi pol menjati svoje pokoj na konc, ki imaš ti, a veš, ko so že vse nabavljene zadeve, je boljš menjati te, tudi za več keša, ali pa za nič, da ti rečeš enemu, da ti zamenjam bled za, ne vem, Kranjsko goro, ne? A veš, in bo cel vesel, ja, kva, zamenjaš mi ga za nič? Ja, za nič. Ja, sam ti boš ful več dobil od bleda, mislim, od Kranjske gore, kakor bo od bleda, ne? Kljub temu, da je, ko prideš na bled, več plačaš več, ne? Tako da... fajn, kdaj gremo Monopoly? Ja, ne vem, zdaj se moramo zmeniti. Zdaj sem v bistvu zdaj sem povedal vse skrivnosti tega. Drugače pa imaš to svetovno prvenstvo, nazadnje je bilo leta 2000. Ja. Leta 2015, jaz sem si ful pozanimal o tem, zaradi tega, ker me pač zanimalo, kako boš premagal in zdaj delim to z vami. 2015 je bilo nazadnje in je bilo na Kitajskem, tam pri Hong Kongu, nazadnje in je pač neka ženska je zmagala, $20,000 je dobila nagrada, tako da, cool. Fajn. To je pač zanimivost za konec, tako da v bistvu... Eno vprašanje, a se splača, ker takoj nekam prideš, takoj že kupiti tisto? Ja, zmeri kadar igraš, če imaš možnost, moraš takoj kupiti, pa druga stvar, če prideš v zapor na začetku, se pravi, ko še niso razprodane te,
plači tistih 50 evrov, oziroma kakorkoli je, da greš ti lahko takoj ven iz zapora, ker moraš plačati. A ne? Na koncu, ko pa so že vse pokupljene, pa so hoteli, pa sam pejti v zaporu. Sam upaš, da si v zaporu, zaradi tega, ker dalj cajta, ko si ti v zaporu, lahko še zmer dobivaš denar, a ne? Folk ti še zmer daje, cash, ampak ti pa ne daješ zaradi tega, ker pa čakaš 2 runde v zaporu in ti je pač kul. Tako zelo, tak tajkun si, veš, čeprav si v zaporu, še zmer denar dobivaš. Tako, ja. Tako da pač na začetku moraš sam jeti čim prej ven iz zapora, pol na koncu, ko so pa že vse pokupljene, pa bo to v zaporu, kakor cajta, češ sam vi meni cash dajte. Ja, okej, lepo. Dobre. Tako da zdaj greva lahko Monopoly. Ja, lahko Monopoly, dan, ja. Ja, pa sam ga moramo kupiti, ker jaz ga imam, ne vem, kje ga imam. Bom jaz umega, te starega, pa ne rekel. No, pa tizga. Ok. To je bilo to, lepa zadevšna, tako da je zdaj le za praznike, kaj igrate Monopoly in tisti 30, ki jih zdaj gledate, imate zdaj šanso, da vse une nabijate, ki niso gledali Petkovega Extrema in ne vejo, kako zmagati v Monopolyju. Tako da zakaj gledati Petkov Extreme, ker se kaj novega naučiš. Ja, pa lahko zmagaš v Monopolyju. Ja, zaradi tega, da lahko rečeš, zmagal sem v Monopolyju. Ja. Da se lahko pred stricam oziroma prijatelji pohvališ, jaz sem pa najboljši. Tako da ja, lep petek. Pa, ja, lep vikend, lepe praznike. Tako. Pa mogoče se vidimo drug teden. Upajmo. Letos še enkrat verjetno se še vidimo. Tako. Adijo.